Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav iz oddaje s farmacevtom za zdravje. Danes smo v gosteh pomurskih lekarnah in sicer v lekarni Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer bo naša sogovornica, kot že dobro poznate, Polonca Fiala Novak, magistra farmacije. Polonca, danes bova govorila o enem globalnem problemu, ki zajema celoten svet, ne samo naš slovenski prostor, to je staranje. Populacije so vse starejše, s tem pa tudi seveda je povezano zdravljenje, oskrba in še kaj. Morda nekaj takole uvodoma na to temo staranje. Tako je, lep pozdrav vam, kakor našim gledalcem. Res je, izbrala sva temo staranje. Pravzaprav bom rekla neki obdobje v življenju, ki pravzaprav čaka vsakega izmed nas. Pa vendar moram reči, da tudi starost je lahko lepa, da starost je lahko tudi izpopolnjujoča. Tako da ni, kar se tiče staranja, ni samo tisto, kar včasih pomislimo, bolezni, težave, zdravili, kot govorimo, ampak je lahko tudi vse tisto, kar človeka veseli, kar prej ni imel časa in tako naprej. Je pa res, da pravzaprav mogoče na prvi pogled je oddaja namenjena predvsem starejšim gledalcem, pa vendar gledano ni tako, ne. Pravzaprav smo predvsem mlajše generacije ali pa tisti rod pred starejšimi ljudmi pomemben, lahko pomembno vpliva kot posameznik, tudi kot družba seveda, da je staranje kot tak, kot proces, kot tisti čas, lahko torej, kot sva rekla, lep, dober, kvaliteten. In včasih se premalo zavedamo, da pravzaprav ni vse v zdravilih, v zdravljenju kot takem, v boleznih, ki skušamo premagati, ublažiti ali kakorkoli preventivno delovati, da je velikokrat tista nota, tudi v starejšem ali pa še posebej v starejšem obdobju, tista človečnost, tista naravnanost, empatija, ki jo izkažemo, spoštovanje, medsebojni odnosi, da se naš starejši človek, ki živi v nekem okolju, v družbi, čuti še vedno koristen, še vedno, bom rekla, poln elana, da ga mi tako dejansko tudi nekako tretiramo. In to je pravzaprav tisto, kar je zelo pomembno, pomemben vidik kot nas, posameznikov in družbe, da to skušamo skozi vsakodnevno življenje tudi udejanjiti. Je pa res, kot ste rekli, ja, staranje je nekako v ospredju, je problem, da ne rečemo problem, ampak je pravzaprav številke, ki naraščajo. Če gledamo nekje slovenski prostor, tam 15%, celo več, 20 je dejansko starejšega prebivalstva, tam nekje 300 tisoč ljudi, kar je izjemno veliko, ne. Če gledamo res tisto strogo definicijo, da je starost kot taka tretirana. Je res, da se, kot ste sami rekli, v starejšem obdobju poveča nekako potreba po zdravljenju z zdravili, da se poveča potreba po neki oskrbi, da je veliko več tudi bolezni in da so naši starejši pravzaprav zelo pogosti ali pa najbolj pogosti obiskovalci tudi navsezadnje lekarn. Ne bom rekla, da vedno samo, da vstopijo v lekarno, ampak tudi preko telefona. Velikokrat so prav starejši tisti, ki se poslužijo telefonskega klica, ker pravzaprav ali ne morejo do lekarne ali nimajo možnosti, pokličejo in pravzaprav povprašajo za nasvet. Je pa res, da nekako se moramo zavedati, da je v lekarni ne samo nekako, ne tretiramo samo oskrbe, to se pravi z zdravili, prehranskimi dopolnili, medicinskimi pripomočki, ne, ampak da predvsem tisto našo poslanstvo, naša prvobitnost je predvsem v skrbi. To se pravi tudi v skrbi za starejše, to pomeni, da vse to, kar izdajamo v lekarni, s čimer oskrbujemo, recimo v tem primeru starejše ljudi, nekako opremimo z skrbjo, z nasvetom, z informacijo na takšen način, da bodo naši starejši razumeli, da bodo to nekako v tem procesu zdravljenja tudi sodelovali. To je pravzaprav tisto bistveno, kar je lekarna, za kar je poklicana. In kar včasih rada položim na dušo, tudi to, da se zavedajo tako starejši kot svojci, kot družba, da je lekarna pravzaprav ena izmed, rečem, edinih ustanov, ki je pravzaprav odprta 24 ur na dan, 365 dni v leto, ne. Govorimo recimo konkretno o dežurni lekarni, ki je v Pomurju oskrbuje celoten pomurski prostor. In kar je še zelo pomembno, da smo vedno na voljo za informacijo in kar je še danes res izjemno pomembno, vsaki naš nasvet, naša strokovna podpora je vedno brezplačna in to se seveda splača zavedati, tudi ta potencial izkoristiti in ja, starejši so tukaj pravzaprav v tisti fazi, ko tega mogoče največ potrebujejo in ta suport jim tudi pomurske lekarne seveda z veseljem ponudimo. Ja, hvala in seveda čestitke za to. Polonca, danes
danes, poudarjam, zakaj, bom povedal, govorimo o starosti. Kdaj govorimo o starosti danes? Namreč, če se spomnim svojih mladostnih let, 50 let nazaj, Abraham, pa da bi še 10 let živel, pa bi bil uspeh. So bili ljudje, ki bi lahko rekli, že stari, v navednicah 60-65 let. In so že bili takole brez moči, onemogli. Danes vidimo 90-letne starostnike, 85, agilne in vse. To se dviguje in zato se danes zdaj govorimo o starosti. Res je, starost je pravzaprav taka relativna zadeva. Če samo pogledamo tukaj, mogoče malo plastičen primer dava, nekoč neke zgodbe, pravljice, pripovedke, tam so dejansko bili stari ljudje vedno z palico opognjeni, vedno kot lok, in to je pravzaprav bilo res, pravzaprav edino, kar je bilo naslikano v tem smislu, realnost, tako, Recimo, koliko je v zgodbah starejših, ki so pravzaprav skoraj da vsi oslepeli, so slepi in je bilo normalno v družbi, da je človek stari upognjen in da je slep, recimo. Pa gluh še, recimo, zraven. In tako danes tega, bom rekla, ne vidimo več, Govorimo recimo o sivi mreni, ki je bila tako danes kot takrat, danes jo znamo zdraviti, preprečevati in tako naprej. Enako osteoporoza, kriva hrbtenica, danes tega ni več, ali pa vse v veliko manjših primerih. Tako da ja, tukaj je zelo relativno. Bomo rekla, da starost težko definiramo, da je človek, kot pravite, mlad ali star, če pa tisto res strogo definicijo vendarle pogledava, kar navaja Svetovna zdravstvena organizacija, pa je tako mejo vendarle postavila pri 65 letih. Ampak še enkrat poudarjam, da ne bodo tisti, ki so zdaj 65 in več se čutili zdaj, da so starejši, ker kot ste sami rekli, so lahko, bom rekla, izjemno energični, vitalni, v kondiciji takšni in drugačni in pravzaprav, veste, kot pravijo, star si toliko, kolikor se počutiš. Tako da, kot ste sami rekli, nekateri že pri 50 kažejo tiste znake fizične, telesne, psihične utrujenosti, bom rekla, starosti, drugi pa tam 80-90 pa so aktivni na vseh področjih, to se pravi, ja. Najbolj, kar je tisti res taki, bom rekla, oprijemljivi faktor, na katerega bi se človek najbolj oprijemal, kadar bi govoril o starosti, je najverjetneje ta, da bi rekli, kolikor človek pač še zmore, je še zmožen opravljati svoje vsakodnevne neke obveznosti ali pa bomo rekla osnovne življenjske potrebe, izpolnjevati sam sebi, kako pa bomo rekla tudi, kako preživlja starost ali pa še bolje, kako doživlja svojo starost. To je pravzaprav tisti faktor, ki je merilo starosti. Kot pravi, nekateri rečejo, nič mi ne manjka, sem aktiven in tako tudi delujejo v svojem okolju in v širši družbi. Tako da ja, to naj bo tisto merilo, ko govorimo o starosti, kolikor se čutimo, da lahko strežemo potrebam pravzaprav življenja in kolikor še lahko skrbimo sami zase. To je tisti poglaviten faktor, ki se pa, kot pravite, seveda dviguje tudi na podlagi tega, ker je zdravstvena oskrba izjemno boljša, so življenjske razmere, bodimo kakorkoli včasih malo potarnamo in nad sistemom in nad življenjem, vendarle so se izboljšale socialne, kulturne razmere, delovni položaj, ekonomska varnost in tako naprej. In vse to, zato pravim vedno, ni samo starostnik tisti, ki je odgovoren za svojo starost, sploh ne družba ali še bolje posameznik, tisti, ki je za tistim starejšim v najbližjem, bom rekla, kontekstu ali pa v okolju, tisti smo najbolj odgovorni, kako naš bližnji doživlja starost. Lepo je to slišati, ampak dejstva pa nekatera so in govorijo pač v prid temu. Pravzaprav, kakšne spremembe nastajajo tekom starosti v ljudeh, v nas, v vsakem od nas, Eni se malo počasneje starajo, eni malo hitreje, glede seveda fizičnih sposobnosti in verjetno glede tudi psihofizičnih sposobnosti. Ja. Tako je res, kakorkoli zdaj obrnemo in skušamo starost na vsak način res olepšati, kar je seveda tudi realnost, pa vendarle, ja, življenje v starejšem obdobju seboj potegne neke procese, neke spremembe na telesnem, psihičnem, na vseh ravneh, ki seveda vplivajo, tako bomo rekli, na doživljanje, preživljanje starosti, vplivajo na bolezni, ki se pojavljajo in navsezadnje tudi vplivajo na zdravila oziroma na uporabo zdravil, zdravljenje z zdravili in tako naprej. Da bomo to nekoliko bolj bliže našim gledalcem razložila, poveva čisto konkretno, recimo v starejšem življenjskem obdobju se recimo konkretno
spremeni telesna sestava. Kaj to pomeni? Zelo pomembno je vedeti in to vedno govorimo ne samo, bom rekla, starejšim, ampak tudi v različnih predavanjih, ki jih imamo okrog. Skušam svojce o tem podučiti, jih nekako ozavestiti o tem, kar je bistveno potem za življenje z starejšim človekom. To se pravi, mišična masa pri starejšem upada, recimo telesna masa napram se nekako dviguje napram maščobam, to se pravi, maščobe se dvigujejo, telesne tekočine upadajo, ne. To se pravi, kostna gostota upada. In to je nekako tisto, bom rekla, bistveno, predvsem mišična masa je tista, ki je bistvena, kar lahko potem tudi vpliva na samo porazdelitev zdravil v telesu, ko mi doziramo zdravila. Hkrati pa seveda, da ne govorimo samo o aspektu zdravil, ampak tudi, kar se tiče ohranjanja gibljivosti starejših ali pa, bom rekla, samostojnosti, pokretnosti, je ta mišična masa izjemno pomembna. To se pravi, vemo, da starejši ljudje včasih potem imajo takšen slab apetit, poslužujejo se bolj kakšnega mleka, pa kakšne juhe, ne, kakšne žganci še mogoče, ampak mesa seveda veliko več zavračajo, težko jejo iz takih in drugačnih razlogov, nimajo takšnega apetita. Zato beljakovinski sestav v starejšem obdobju pogosto manjka. To pa za seboj potegne tudi, bom rekla, oslabelo, mišično oslabelost, navsezadnje tudi pešanje v nekih funkcijah gibljivosti, tudi lahko nepokretnosti, tako naprej, motorike in tako naprej. Tako da tukaj, ko domači svojci, tudi starostnik sam zase skrbi, res uravnotežiti prehrano na vseh teh nivojih, ne pozabiti tudi na maščobno komponento, beljakovinsko komponento, mlečno komponento in tukaj zadostiti. Jaz v lekarni zelo pogosto, skoraj pri vsakodnevnem, tudi tukaj imamo veliko starejših pacientov, res na to opozarjam in zelo pogosto pri človeku skušam nekako tudi apelirati na uvedbo, včasih, ko ne gre jesti, ko ni apetita, enteralne prehrane. To se pravi, dobijo se, če enostavno poveva, napitke, pudingi, jogurti, ki imajo vsa ta ustroj hranil nekako usklajen in človek lahko z majhno količino pridobi tisto kalorično vrednost, ki je potrebna. To se pravi, tukaj je res isti aspekt spremembe mišične telesne sestave. Potem, če gremo naprej, prebavila se prav tako spremenijo, prilagodijo starejšemu obdobju, zmanjša se ta prebavna zmogljivost, zmanjšajo se prebavni encimi, prebava je slabša, manjša je absorpcija v črevesju hranil, tudi zdravil, spet pogledamo z dveh vidikov, to se pravi, zdravila tukaj lahko se zmanjša absorpcija, posledično manjša delovanje in manjša učinkovitost. To moramo nekako v tem kontekstu, ko svetujemo zdravila, tudi upoštevati. In prav tako hranila, hrana kot taka, spet zmanjša se absorpcija, večja je možnost pomanjkanja vitaminov, hranil, mineralov in tako naprej. Spet vidik tistega, kar lahko vodi tudi v podhranjenost, tudi če se ljudje kot taki doma trudijo z prehrano, je lahko pri starejšem velikokrat tukaj izjemen problem in ga moramo znati prepoznati. Nadalje, če gledamo zmanjšanje funkcije jeter, ledvic, to je pravzaprav razumljivo v starejšem obdobju. Jetra se zmanjšajo za 50% zmogljivost, jetra vemo, da so naš taki tovarna za presnovo, presnovo, predvsem organ. In tukaj se dogajajo ti procesi presnove zdravil, tudi hranil seveda. In spet, če jetra ne delujejo tako, je večja verjetnost drugačnega učinkovanja, stranskih učinkov in tako naprej. Enako pri ledvicah. Še posebej, če tukaj vpeljemo zraven kakšne jetrne ledvične bolnike, ki so v starosti pogosti, to se pravi, tukaj biti pozorni, kar se tiče in zdravil in hranil. Nadalje kaj se težave pri starejših, recimo spremenjen vid, sluh, zmanjšano vse skupaj, in s tem tudi, če greva zdaj na zdravila, zmanjšano, ne bom rekla dojemanje, najprej sprejemanje informacij, ker ne slišijo, ker ne vidijo in potem tudi seveda razumevanje, dojemanje in tako naprej. Zato smo v lekarni tudi v tem vidiku izjemno pozorni, da navodila res damo jasno napisana, povedana, napisana z velikimi nekako, bom rekla, signaturami. Vse to doprinese k temu, da človek razume, da se čuti še odgovornega, sposobnega dojemanja in da ves ta proces v starejšem obdobju, kar se tiče zdravljenja, tudi z zdravili, uspešno poteka. Vse te starostne tegobe, bova rekla, vse skupaj združeno,
Prinašajo seveda tudi manjšo imunost oziroma zmanjšano imunost in pa seveda bolezni, ki so starejši nekako bolj dojemljivi. Ne nazadnje tudi neke kronične bolezni se lahko iz mladosti vlečajo tja do zgodnje starosti ali pa do pozne starosti. Se pravi, bolezni. Tudi več zdravil vsega tega je potem posledično namenjeno starejšim. Res je, tukaj pravzaprav govorimo res o nekih številčnih boleznih, ki se pojavljajo predvsem v starejšem obdobju. Govorimo, da so starejši pravzaprav, bom rekla, skoraj kot magnet za bolezni, akutne in kronične. Zdaj, če se orientiramo na kronične, ne da se samo vlečajo iz tistega mogoče obdobja prej, ampak kronične bolezni so pravzaprav skoraj da sopotnik starejšega obdobja. To se pravi, govorimo o boleznih, ki so prisotne, ki niso več do konca zazdravljive, ampak samo obvladujemo, ne. Govorimo o srčno-žilnih obolenjih, govorimo recimo o kakšnih teh osteoporozah, skeleto-mišičnega sistema, obrabe in tako naprej. Kronične bolezni so tudi recimo psihiatrične motnje, ki so lahko posledica, tudi včasih vzrok, ne. Lahko je tudi posledica človek, ki se čuti nepomembnega, osamljenega, je nekje zaprt v neki, ne, bom rekla, osamljen. Lahko iz tega razvije tudi depresijo, pomanjkanje tistega energije, volje, ki je prej imel in se lahko to dejansko poveže v taki včasih nerazvozlan klopčič. To se pravi, ja, veliko je teh kroničnih bolezni, ki zahtevajo dolgotrajno ali pa če rečeva vseživljenjsko zdravljenje z zdravili. In to govorimo, če je teh bolezni več, govoriva za vsako skupino bolezni neko zdravilo. To se pravi, da se ta sortima izdanih zdravil, predpisanih zdravil lahko pri enem posamezniku izjemno povečuje, ne. Potem so tukaj recimo akutne bolezni, sami ste rekli, vse tisto, kar je mogoče mi lažje prenesemo, prehlad, viroze, tudi covid navsezadnje, ne, pa pri starejših lahko predstavlja problem. Veliko več je potem tudi zapletov, hospitalizacij zaradi takega navadnega mogoče prehlada, zato smo tudi pri teh osnovnih, akutnih, enostavnih bolezni pri starejših pozorni, da ne napredujejo oziroma da jih dejansko ustavimo pravi čas. Še bolj pa mogoče damo poudarek na, mi rečemo, gerontološki sindromi, ne, to so skupek nekih bolezni, ki so pa res tako značilne in se pojavijo v starejšem življenjskem obdobju. Recimo, govorimo o težavah, kar se tiče recimo sluha, vida sva že prej omenila, ne, tukaj je zmanjšana ta zmožnost, tukaj se pojavlja problematika in jo je pač skušamo nekako z določenimi pripomočki tudi ublažiti. Pa tudi, bom rekla, ne samo, jaz vedno rada poudarjam, pri starejših, ne samo s pripomočki, z zavedanjem svojcev, družbe, okolice, da se to dogaja in da lažje razumemo njihove, tudi bom rekla, reakcije, ki jih starejši mogoče včasih nerazumno izvajajo. Potem recimo kognitivne funkcije so zmanjšane, so motene, to vemo, kar se tiče mišljenja, računanja, orientacije, lahko je bil človek prej zelo super orientiran, v starejšem obdobju to nekako izgublja, ne. To se pravi, tukaj moramo vedeti, da se to lahko ali pa se zgodi. Da ne govorimo o zmožnosti odločanja, včasih gledam svojce, so razburjeni ob neki odločitvi starejšega, se jim zdi nerazumna, ne morejo povezati s starejšim, ki je bil nekako odgovoren, recimo konkreten primer, človek, ki je težko pokreten, se giblje, ampak ga svojci res peljejo ven in tako naprej, skrbijo za njega, ampak človek starejši izgubi to razsodnost, odločanje in čeprav je pri polni pameti in zavesti, če rečemo, in se vendarle odpravi ven brez spremstva. To se pravi, lahko se zgodi padec, poškodba, nepokretnost in to. In tukaj potem svojci težko razumejo te nenormalne odločitve, ne, ampak ja, to so kognitivne funkcije, ki z leti pešajo in dejansko vse, kar je nam enostavno razumljivo, pri starejših morda ni tako. Težko enačim starejšega z otrokom in tudi nočem take primerjave delati, pa vendar v nekaterih aspektih je primerjava umestna, tudi v tem smislu, tudi otroku lahko povemo, otrok drugače dojema, drugače razmišlja, odloča se drugače, tudi pri starejšem je tako in tukaj moramo to vzeti v obzir. Zato vedno apeliram na, bom rekla, vedno danes poudarjam na posameznika, družbo, na svojce kot take, da to prepoznajo, znajo in potem lažje razumejo odločitve, razpoloženje, odklone tudi starejših ljudi.
Če to sprejmemo, zagotovo lahko tudi človeka lažje v celoti sprejmemo, ga nekako suportiramo in lahko pripomoremo s tem, da je jesen življenja lahko lepa, mora biti lepa, ampak kot pravim, ni odvisna, še posebej ne od starostnika, predvsem od družbe, od posameznika. In tukaj smo mi, ne? Ja, in ne nazadnje, Polonca, vsaka pot, ne, se nekje začne, konča in tudi v tehničnem smislu vsak stroj, mašin sčasoma opešno. Naši notranji organi delajo leta in leta, ne, posebno, če pogledamo srce, in zadeva pač peša proti starosti, kar je povsem naraven potek. Tako, res je, na nas pa seveda je, da to ozavestimo, da znamo in pomagamo. Hvala lepa za tole čudovito temo. Cenjene gledalke in gledalci, staranje je bila tema današnjega pogovora z Polonco Fialo Novak, magistro farmacije, vodjo Pomurskih lekarn v Svetem Juriju ob Ščavnici. Ja, pot takšna ali drugačna, ki nas čaka vse, tiste veliko mlajše, našo srednjo generacijo in tisto starejšo, pa zato, kot je sama magistra dejala, tisto, kar je pomembno, je seveda družba, ki zna poskrbeti tudi za starejšo populacijo. Tudi prihodnja oddaja bo namenjena podobni temi, zato bodite z nami, do takrat pa srečno in veliko zdravja.